Pozdravljeni. Še slaba 2 tedna nas ločita do novega leta, ampak to ne pomeni, da ne bomo skupaj pokomentirali zanimivih novic iz preteklih dni. Kljub prazničnemu vzdušju se v Formuli 1 zmeraj nekaj dogaja, tako da bomo imeli tudi tokrat 4 različne sklope novic. In seveda, vkolikor bo koga izmed vas zanimalo, kaj piše v citiranih člankih, dobi kot običajno vse bližnjice navedene v opisu. A seveda, da ne bomo tudi tokrat proti koncu leta kot običajno predolgi, je najbolje, da se lotimo z našo prvo temo. Verjetno je marsikdo izmed vas zapazil, da od prihajajoče sezone naprej bodo lahko vozniki izražali svoja politična mnenja, samo če jim bo FIA to predhodno odobrila. O tem smo lahko brali v mnogih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Tu bi rad navedel samo 2 članka. Namreč 20. decembra se je o tem pisalo na spletni strani motorsport.com in tudi RaceFans. A zanimivo je, da v preteklem obdobju smo videli, da sta predvsem Lewis Hamilton in Sebastian Vettel izražala svoja politična mnenja. In vkolikor me spomin ne vara, je največ prahu dvignil Sebastian Vettel s svojim protestom v Kanadi. A zanimivo je tudi, kaj piše na spletni strani RaceFans v 2. članku o tej odločitvi, prav tako objavljenem 20. decembra. Gre za neke vrste olimpijski pristop. In verjeli ali ne, s to potezo FIA se sam strinjam. Namreč dirke Formule 1 naj ostanejo dirke in dvomim, da vozniki nimajo dovolj sledilcev, ker bi lahko na drugih medijih propagirali svoje ideje in izražali svoja mnenja. Menim, da ni potrebno si izmišljevati raznih posebnih čelad, majic in nekako pripravljati javnosti do nekega političnega spora, ki v svetu Formule 1, po mojem videnju, nima mesta. Zanimivo je tudi to, da bodo vozniki lahko izrazili svoje mnenje, vkolikor se bo FIA s tem strinjala. In to je rahlo dvorezen meč. Namreč zanima me, kaj bi se zgodilo, če bi nekdo zahteval spoštovanje človekovih pravic na veliki nagradi Katarja. Bi FIA podprla tako akcijo ali z dobro velike nagrade ga zatrla? In to je situacija, ki v vsakem primeru FIA izgubi. A pustimo sedaj to, kot sem vam že omenil, po mojem mnenju politična misel na dirki Formule 1 nima mesta, to pa še ne pomeni, da sami vozniki jo ne smejo nekje drugje izražati. A pojdimo rajše k našem drugem sklopu. V kratkih novicah, ki so bile objavljene na spletni strani GP Fans 19.12., sem zasledil nekaj zanimivega. Namreč glavni odgovorni pri Porscheu Oliver Blume je dejal, da z Red Bullom so si že segli v roko, vse je bilo domenjeno, ampak ko je bilo treba stvari dati na papir, se je nekaj zlomilo. In mnogi izmed vas boste sedaj menili, da pri Red Bullu so tudi malce nenačeni in pretrgali so že dogovor. A tu bi vas rad spomnil na nekaj. V svetu Formule 1 običajno ne veljajo niti podpisane pogodbe.
In zgodba me je spomnila na tisto, kar se je zgodilo v davnih 60-ih, ko je Ford želel kupiti Ferrari. Prišlo je tako daleč, da obstaja predlog pogodbe, na kateremu je Enzo Ferrari dodal svoje pripombe. In kot dobro veste, tudi iz tega dogovora na koncu ni bilo nič, torej nič čudnega. In glavni odgovorni pri Red Bullu se ne obnašajo nič drugače, kot so se nekateri glavni in odgovorni v preteklosti. Torej za svet Formule 1 nič takega in nič čudnega. V našem tretjem sklopu se bomo pa ustavili ob intervjuju, ki ga je dal Zac Brown. Namreč 19. decembra smo lahko na italijanski verziji spletnega portala motosport.com zasledili članek, kjer Zac Brown iskreno pove, na kakšno situacijo je naletel, ko je prišel v McLaren. In milo rečeno, situacija je bila kritična. Ekipa je bila, kar se tiče vodstvene strukture, v razsulu. In tu moramo razumeti nekaj. Zac Brown je v McLaren vstopil pravzaprav v trenutku, ko so iz ekipe malo da ne izgnali Rona Dennisa. In seveda pri odhodu tako pomembnega človeka, kot je bil Ron Dennis, ni nič čudnega, da je bila situacija kaotična. Namreč Ron Dennis je bil s krajšo pavzo prisoten v McLarenu praktično od začetka 80-ih let prejšnjega stoletja. In seveda, ko je prišel Zac Brown, praktično ljudje, ki so bili zvesti Ron Dennisu, so bili tudi v odhodu. Zato je začel iz nič. Pripraviti je bilo treba teren, da je McLaren postal zanimiv za druge potencialno dobre kadre. In privabili so jih kar nekaj. Zadnji, ki je prišel, ampak tudi odšel, Andreas Seidl. Seveda, tisti inženirji, ki so se hoteli dokazati, so morali v McLarenu nekako videti priložnost. Drugače bi se take ekipe na široko izognili. In tudi tu je treba povedati, da pod Zacom Brownom je McLaren se začel udejstvovati tudi v Združenih državah Amerike. Začeli so na novo pisati svojo zgodbo od barvne sheme naprej in še bi lahko dodali. Seveda izjava, ki nam ne pove nič novega, ampak nam da vedeti, kako pomembni so ključni ljudje. Ukolikor so ti nekako preveliki, kot je bil Ron Dennis, njihov odhod pomeni izjemno težko preizkušnjo za samo ekipo. A pojdimo sedaj še k našem zadnjem sklopu, kjer bomo pa videli nekaj presenetljivega. Za konec pa še novica, ki smo jo lahko prebrali na spletni strani Race Fans 20. decembra. Verjetno bo na prvi pogled marsikaterega navdušenca ta novica užalostila. Namreč pri ekipi Aston Martin načrtujejo, da bodo nekje na sredini prihodnjega leta porušili stavbo, v kateri se je rodila ekipa Jordan. In seveda ne moremo mimo dejstva, da ekipa Jordan, ki je v svetovnem prvenstvu Formule 1 prvič nastopila leta 1991 in ki je botrovala tudi začetku kariere Michaela Schumacherja, je tako ali drugače v srcu vseh nas, ki imamo radi Formulo 1. A pri Aston Martinu želijo razvijati ekipo in stavba, ki je nastala pred več kot 3 desetletji, ni več primerna. Zato jo je treba porušiti in zgraditi nekaj, kar je časom in predvsem tehnologiji primerno. Zato ne smemo biti preveč sentimentalni, ko se nekaj takega, kot je
tista prva hala, kjer so sestavili Jordane 191, nekako poruši. Namesto tega bo nastalo nekaj novega, nekaj, kar bo verjetno tudi pripomoglo k pisanju novih poglavij, novih zmag, novih rezultatov za ekipo, ki je bila marsikomu izmed nas simpatična in ki je, bodimo iskreni, v svoji zgodovini zamenjala kar nekaj imen, kar nekaj državljanstev, a v resnici se ni premaknila niti za milimeter. A tudi tokrat, predzadnjič v letu 2022, smo prišli do konca našega običajnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.